Juhej Slovenija, živijo vsi skupaj, upam, da ste zdravi. Jaz sem še vedno v bivaku pred Slovenskim planinskim muzejem in razmišljam o boljših časih. In ker je Slovenija pokrita z gozdom, kar 2/3 Slovenije namreč pokriva gozd, sem razmišljal o naših drevesih, o gozdovih, o naravi, pa sem prišel tudi do tega, kaj drevo pomeni pravzaprav v življenju vsakega človeka ali pa celotnega naroda. Stara ljudstva so si nekoč izbirala svoje simbolna drevesa, tako so si že stari Feničani izbrali cedro, kasneje tudi Rusi izberejo brezo, Kelti, no pa za njimi potem Germani so izbrali hrast, Grki oljko, alpski Slovani in pa Slovenci smo izbrali pa lipo. Lipa je bila tisto drevo življenja, ki je pravzaprav krasilo skoraj vsako slovensko vas v svojem središču. Tam so posedali vaški veljaki, se dogovarjali med seboj in je bilo to kar pomembno stičišče družabnega življenja za vse Slovence skozi stoletja. No, najbrž danes lipe ne cenimo več dovolj, ali pa tudi, kajti tudi lipov list je pomenil prvi turistični znak samostojne Republike Slovenije in te lipe ne smemo kar tako pozabiti. In jaz mislim, da je prav, da ostanemo močni, kot so drevesa, ki preživijo marsikatero neurje in da ohranjamo nekako dobro voljo, kljub tem časom, v katerih smo se znašli. Konec koncev je tudi Lev Stikov junak Martin Krpan uporabil lipo, da je napravil kij in premagal nevarnega bradavca, tako kot moramo mi zdajle premagati virus. No, zase se ne bojim, kajti življenje sem preživel pod lipo, v Podkorenu in tudi moj priimek govori, da sem podlipnik. Ta priimek sem ponosno dal tudi svojim otrokom in pa ženi. Zato tudi vsem vam zdajle pravim, bodite močni kot slovenska lipa, pa bomo premagali vse težave. Ta čas pa ostanite doma, ostanite zdravi.